se je razvil kot drugi od 8 otrok v družini, ki naj je ne bi bilo. In že v samem tem obstoju ste izkušali, da človek obrača, Bog pa obrne. Pravite, ko zdaj obkladujemo vaš čudež na Madagaskarju, da je življenje iz Evangelija mogoče, da je upanje mogoče in upajmo, da sta dobrota in prizadevanje za dobro nalezljivi. Odkud, kakšen je bil pogled vaših staršev? Najprvo bi se rad zahvalil vsem, ki so tukaj danes prišli k temu srečanju, tej cerkvi Svetega Jožefa. Najlepša hvala sobratu Jožefu Danišku za lepe besede. Hvala gospodu Škofu, gospodu Libušku. Hvala, da ste tukaj, gospod Škof. In vsi, dragi bratje in sestre. Torej, ta razgovor naj bi iskal resnico, naj bi iskal, kaj dela, da sem jaz 40 let na Madagaskarju, zakaj smo naredili vaš čudež, ste rekli. Jaz bi rekel naš čudež, ker brez drugih, brez dobrih ljudi, brez dobrih src ne bi mogli narediti na čudež. Dobrota in vztrajnost so tudi naredili, da smo se upali. In brez doma, da to, kar sem danes, je sad mojih staršev. Ne? Ko je človek star 15 let, se spre z očetom, z materjo, večkrat se to dogaja. In 20 let, hoče do doma, jaz več sem starši, imamo, sem že sit vseh na svetu, vseh, ampak potem, ko pridete zavesti, potem pa se naredite, da to, kar sem, jaz sem danes, se zavedam, da to, kar sem danes, jaz to dolgujem mojim staršem. Mami, ki mi je z vsega začetka v Argentini, ki smo živeli zelo preprosto, da mi rekla otrokom, vsakokrat, ko bo kakšen revni človek trgal na naša vrata, moramo deliti z njim. Tudi če je malo, kar imamo, skromno, moramo z njim deliti. In tako iz naše hiše noben revež, ki je prišel trgal na vrata, noben mu so rekli, ni več hrane, ni nikoga, pojdite domov. In to sem jaz videl, ko sem pomanjken in to je prišlo v moje srce. Oče mi je pa naučil delati. Oče, ko sem bil star 9 let, mi je rekel, Peter, prav prid pomagati tvojim bratom in sestram. Vsake vse počitnice in kadar je bil kakšen praznik, ker nismo delali, ker nismo šli v šolo, me je Ata pedal na delo z njim in tam je učil. In jaz sem se z njim učil. In Ata je bil tako pošten, Slovenc, dobro delal, kar je delal, kot rekel, da je bilo lepo in v redu. In v redu narejeno. In pošten. Kjer je delal, so se ljudje za njega kregali. Vsi so hodili da naj dela stanovanje, hiše. In mi je rekel Ata, ker smo prišli na delo, Peter prav, pazi, da ne boš ti upadal. Ker ljudje nam zaupajo. In to zaupanje, ki je moj Ata povsod dobival, kjerkoli je delal, to se je tudi mene nalezilo. In zakaj se je ta čudež, a Kamasubi možen, zato ker to zaupanje smo že vsega začetka začeli, ko rekel, živeti. Oni so mi zaupali. Seveda ne tako, isti dan, čez par mesecev, iz leta v leto si to zaupanje vse je postajalo močnejše. In kaj je zaupanje, je vse možno.
ampak vi jim kljub temu zaupate, da prinesejo ali da prinesemo otrok in naslednjih potrkano na vrata in vi spet zaupate. Odkrat? Ja, to se pa dobi pri evangeliju, ne? Vsi beremo evangeliji, ne? Duhovniki, vi smo pri isti maši, ne? Ker maša je Božje ljudstvo z duhovnikom, ne? Mi vsi beremo isti evangelij, ga moramo na nek način isto razumeti. Ne? In ta evangelij vam daje to moč, da odpuščate in znova začenjate. Če ne, kakšen evangelij naj živimo s temi brati in sestrami. In ko te ljudi sem srečal na cestah, na smetišču, kakšna je bila njihova človečnost, ko so se stalno borili, da so prišli do one smeti. Za smeti so se med njimi borili, da bo prvi prišel do neke smeti. To se pravi, da njihova človečnost ni bila nikje. So živeli, da so se preživljali. In ko se človek preživlja, nima nobenih vrednot. Jaz moram preživeti. In ko vi veste, v kakšnih pogojih so ti ljudje živeli, leta in leta, kako boste vi z eno pridgo, z eno lepo besedo jih spremenili na mestu. To potrebuje čas. Potrebujemo čas. Ne samo reči, pri vsi mi potrebujemo čas, da dojamemo neko stvar, da se spremenimo, da rečem, da se sam zavidam v srcu, ja, se mora spremeniti. In to potrpežljivost dobivate iz molitve, iz Euharistije, iz Jezusovega zgleda. Brez dvoma, da tudi jaz včasih sem bil, bi rekel jezen, se reče jezen. Ja, se reče jezen. Ankoler, je rekel francozi, ne ankoler. Ker sem videl, ker se gre za življenje otrok. In to so tisoče otrok, eden lepši od drugega. Jože Planiček je govoril o nekih angelov. Jaz bi govoril o nekaj angelčkov. Je bilo da tisoče. In vsak je bil lepši od drugega. In nobenega ne bi dal za ves na to na svetu, nobenega od njih. Za ves na to na svetu ne bi premogel za enega tega angelčkov. In ko vidite vi tiste nasmejane obraze, tiste poglede, polno upanje, takrat se vaša jeza tudi nekaj usahne, se umiri, se izgine. In se zavedate, da ste tam, da njim služite, da njim pomagate, da njim stegate roko. To je lahko povedati, ampak v življenju je imel težke to, veste. V 40 letih to živeti, ampak se da, ker jaz sem preživel. In ko vidite, nisem preveč jeza zdaj. To se da jeza, da tista nasveta jeza gre samo mimo. To, da se zavedajo, ne smemo preveč krati. Ker se ne bo prišla tista sveta jeza nazaj. Ampak jaz verjamem bolj ljubezen kot vsako nasilje, kot vsako jezo. Bolj sem verjamem, da z dobro besedo, z nekim dostopom, ki je bratski, ki hoče povedati brat, sestra, pogledaj, zakaj bi se goljufali in drugi? Zakaj, kdo bo dobil kaj iz goljufije? Noben, vsi bomo zgubljeni. Rajsi se bodimo pošteni in delemo. In smena premaga dobrota. Dobrota in usmiljenje sta vse do danes premagovala mene in mojo jezo. Jeze je bilo najbolj velikrat dneva tudi pravite, da niste mogli iti mimo teh ljudi, ki so šli to človeka nevredno življenje na smetišče.
smetišču, če me ne začne dušiti ob tem in ne občutim neizmernega strahu, pomeni, da je moja vest mrtva. Ja, ne morate vi iti mimo teh ljudi in da se ne bi čutili z njimi, ne? Kako bi jaz, in da bi rekel, ja, jaz nisem poslanc, nobene voljo, da bi delal socialno, da bi dajal socialno pomoč, da bi reševal socialne probleme, to je problem države. Zato jaz obračam k Bogu. Se obračam k Bogu in ker sem bil prvič na smetišču, ker sem bil prvič na smetišču, jaz ne vem, če nam bo to povedal, ki je gospod Škof tukaj, jaz sem rekel, če bom jaz prosil moje predstojnike, da me pustijo iti na smetišče, me bodo rekli, ja, gospod vizionar, kam boš ti šel na smetišče? Ti ljudje so zelo že izgubljeni, ti nisi pripravljen za to, to je politični problem, to so že desetletja, ti ne boš skozi temu delu, to naj drugi iščejo rešitve. Tako tisti večer nisem obišval, sem pogledal na posebno, kjer sem spal in sem se naredil zavezo slovo in sem čutil moč. In drug dan sem šel na smetišče. In čez 2 leti me je moj predstojnik tam vizitator, zdaj pa tudi idem tukaj, mojega sobrata, ki je bil tudi vizitator, to nisem videl zdravno, ki mi je rekel, prav, zgleda, da delaš na neko drugo deklo tudi, jaz sem rekel, pridi pa pogledaj. In smo se gledali na smetišče, s tem vizitatorjem, imam Francoz, je gledal, potem po nekem času, dolgem času prav, veš ti Pedro prav, se vkado zdaj. To, kar si začel tukaj delati, to je popolnoma prav se strinja z delom svetega Vincencija Pavlska. To delo prav se ne sme ustaviti, to bomo nadaljevali. In jaz sem ga tako objel, da mislim, če sem kakšne kosti zelo. Od samega veselja sem ga tako močno objel, tega predstojnika, kot ga še noben drugi ni verjetno. Ko se ne danes v Parižu, ima že 80 let in kadar se srečava, se objavljamo zdaj, ne? In ko se nam reče, da spomniš, kako sem je ti takrat rekel, in če to sme nam povem, kjerkoli si je prilika povem, ker takrat sem videl tudi, kako Božja previdnost tudi razsvetli vse ljudi, ki so okrog vas, da je bilo to potrebno in nujno potrebno. Ne? In nje bomo vse hvaležni. In, no, vidite, tako pride, ne? Tako se potem začenjamo to delo, ki potem nadaljujemo, ker nas Bog navdihuje, nas Sveti Duh navdihuje, ker Svetega Duha moramo, ampak ker Sveti Duh dela v nas, Sveti Duh je v meni, je v vas, vsakemu izmed nas deluje Sveti Duh. In če deluje, potem se mora nekaj videti, ne? Če vi delate hišo, veste pa, če delate, pa kje delate hišo? Ja, pokažite, tukaj je, kje je vaša hiša, tukaj je. In če svetimo Duhu, molimo, da bi bili boljši, da bi bili bolj... Nekaj se mora postati, ne? Tako da, jaz sem hvaležen svetimo Duhu, da me razsvetuje in da je to moč. No, omenili ste, da ste objeli svojega predstojnika. Kot ni bilo najbrž nikogaršnjem človeškem načrtu, da bo ta slovenska živelj, ki je morala zapustiti Slovenijo leta 1945, da bo prišla v Argentino, ampak ste se vendar tam nekako uživeli in navzeli nekaj argentinskega. Zdaj smo poslušali pesem Slovenec, ampak ste pa tudi Argentinec. Pa, prav, ki ste pa vi doma. Zdaj, ker sem šel na pot, na Madagaskarju, na letališču, tukaj nimate žandarme v Brniku, ki vam prosi, ampak je spod car je, verjetno, ne, tam so žandarmi, ne, rečejo, ki mu bodo pokazati, ker ste ven, prav,
misionar, prav, pa ti si odkot si, kakšne države se ti? Sem poglej, pašeš, ki imaš v rokah, v slovenski pasport. Je rekel, ja, to je Slovenija, ne, prav, ja, to je Slovenec. Ne, prav, ti si Mađarska, kaj videli, ne? Dobro, zdaj, hvala lepa, jaz nikdar nisem se sam sebi dajal, da sem jaz Mađarš. Oni ne morajo reči, če sem ali nisem Mađarš, me oni rečejo, ne? In dobro, on mi je rekel, da ga pogledaj, kaj se da pašeš imaš ti v svojih rokah. Ja, pa rekel, ne, prav, ti si naš človek, ti si Mađarš. Tako, hvala lepa, hvala lepa. Argentinska, jaz sem rojen v Argentini in argentinska zakonodaja je, če ste tam rojeni, ste Argentinci. Ampak moj oče je Slovenc, moja mama je Slovenka, jaz sem Slovenc. Ja. In ko pridem v Slovenijo in ko vidim to zemljo, nekaj se prebudi v meni, nekaj se prebudi, so ene korenine, kljub temu, da nisem tukaj rojen, so me oče in mati, ko sta stalno nam pripovedovala o Sloveniji, slovenski, o tej lepoti Slovenije, o hribih, v gozdovih, vse tej lepoti so nam pripovedovali in smo si želeli biti kot en raj smo se predstavljali Slovenijo v Argentini, ko smo bili najemni. In to sem želel videti to Slovenijo. In ko sem prišel prvič v Slovenijo leta 1968, sem res videl, da Slovenija je res ena. In s kakšnem veseljem bodo v Kamniških planinah, smo šli peš čez Kamnik, smo šli na Triglav, po uri strani, po severni strani, ki gre precej strmo. In jaz sem užival, ko sem hodil po teh gorah, teh gozdovih in Slovenija res lepa. In to čutim, ko pridem sem nekaj čutim. Odhajam tu spet nekaj čutim, da nekaj zapuščam. Ampak v Argentini pa isto, ko sem šel iz Argentine, ker sem ostal 20 let, jaz sem jemal, ker sem šel z ladjo. Ko greste z aviona, veste, ker se gor greste v nebo in potem na oblake nič več ne vidi. Ampak ladja pa počasi odhaja in se oddaljuje od zemlje. In počasi sem videl, kako se ta zemlja oddaljevala in ostajala skoraj nevidna. In takrat jaz sem šel ne zaradi nekaj, da bi rad videl novo zemljo, da bi šel v Afriko kot misionar, zaradi ki tam je bolj eksotično. Ne, sem šel zaradi Kristusa, zaradi Jezusa, sem rekel, grem iz Argentine, da bom živel z brati, ki ne poznam to Kristusovo poslanstvo, Kristusovo besedo, Kristusovo evangelije. In takrat je bilo podobno. In tam v Argentini sem pa dobil ta značaj, argentinski značaj, da morate biti veseli. Ko srečate nekoga, morate s njim stopiti v razgovor. In to mi sveda pomaga. Malgaši se bojijo človeka, ki mi govori. Ker reče, kaj pa zdaj premišljuje? Ne bo pojedel ali ne bo pojedel? Če ni nekoga gre, pa mu ne govorite, se vse predstavlja, kaj vse je prej izvedel, kaj so delali belci, s črnimi ljudmi, ne? In rekel, kaj zdaj premišljuje ta človek? In morate govoriti. In ko vi spregovorite na besedo, takoj pokažete na nek način, kdo ste. Takoj pokažete, kdo ste. In oni pa tudi hitro vas dojamajo. Tako da velina me je tudi veliko dala. To je veselje pri delu, veselje, da je življenje prazno. Ata pa mama se pa tudi vzgojila, da je življenje tudi delo. Tako da sem jaz skupaj rastel v dveh kulturah. Eno je življenje je veselje, drugo je življenje je delo in molitev. In to sem dobil
bi mi samo praznovali, potem ne bi čedrknem, ker se hitro, ki je pražni konc, se vse zapravi, treba to delati. In zato tam na Madagaskarju, kljub temu, da živimo v težkih razmerah, delamo naše masovne delah, to je, vsi pojejo. In pri naših masah 70% od 7,000 ljudi so otroci in mladina. 70% otroci in mladina. In to je tako vzdušje. Ko Bog vam je dal, oni ko plešajo in tak plemenit ples, tak eleganten ples, to ni neko zvijanje, ne? Ko pa to ne uporabimo za liturgijo, to je Bog vam dal, to kulturo in te plese. S tem lahko hvalimo Boga, lahko vriskamo in pojmo Bogu čast. In smo takoj vsi veseli. Takoj smo vsi veseli. In včasih rečem, tisti, ni dobil srečo, tisti, se ni spravil s Bogom in s bratom in zdravo njega, naj ostane se pri drugi masu. Sej, no, ne bo nekaj žena, strihula. Ampak naj ostane se tukaj, bomo videli, kaj bomo z njim naredili. Ampak ne sme se vrniti domov, če ni bil boljši. Kako, da pride bomo k Marsi, pa da ne gremo boljši domov, to je pa pri kakšni Marsi smo okali. In kakšno Božjo besedo smo poslušali, če gremo isti nazaj domov. In tako da... In to smo